Lepo pozdravljeni na današnji praznik občine Kranjska Gora. Praznujemo ga v spomin na dan, ko je Jakob Aljaž na Triglavu postavil stolp. Osrednja slovesnost ob občinskem prazniku občine Kranjska Gora s podelitvijo občinskih priznanj in koncert prifarskih muzikantov sta bila v petek zvečer v osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora. Letos je kranjskogorski župan Janez Hrovat priznanje občine Kranjska Gora podelil območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Zgornja Gorenjska. Kranjskogorsko priznanje nam pomeni ogromno, ker je sodelovanje s Kranjsko Goro že ves čas izjemno. Proslave imamo tu, v Ratečah je vedno dogodek uvekovečen, postojanke, oziroma bivše karavle, ki so jih zapustili, so bile v Kranjski Gori, in tudi aktivnost veteranske organizacije v Kranjski Gori in kranjskogorskih veteranov v združenju je zelo velika. Tako da povezava je posebna, dolgoletna in še posebej sem bil presenečen, da smo bili edini s tem priznanjem, kar nam je še posebno čast. In načrti združenja za naprej? Ja, s tistim rednim programom, ki ga imamo, to bo ostalo, ali pa tudi odvisno priložnostni programi, ki so. Kakšne prilike, zdaj moramo plošče podeliti oziroma namestiti na stavbah, kjer so ohranjali orožje, in slišali smo te v Kranjski Gori še tudi. Tako da na sodelovanje s Kranjsko Goro, z občino, je tudi vnaprej dobrodošlo in upam, da bo tako, kot je bilo. V obrazložitvi je med drugim zapisano: Združenje je s 1190 člani in članicami iz vseh 7 občin na Zgornjem Gorenjskem, tudi iz občine Kranjska Gora, največje veteransko združenje med 4 na Gorenjskem in tudi najbolj delovno. V vsaki občini na Zgornjem Gorenjskem deluje tudi občinski odbor, tako tudi v občini Kranjska Gora. Ohranjanje spomina na obdobje osamosvajanja ter kulturna, športna in založniška dejavnost so v središču delovanja združenja, ki bo prihodnje leto junija praznovalo 20-letnico delovanja. Združenje sodeluje s številnimi društvi, organizacijami, posamezniki ter občinami. Zato si ob 25-letnici osamosvojitve Slovenije zasluži priznanje občine Kranjska Gora za ohranjanje zgodovinskega spomina na obdobje osamosvajanja Slovenije v letih 1990 in 1991, kjer so imeli pomembno vlogo tudi občani in občanke občine Kranjska Gora, ter za predano in raznoliko prostovoljno delo članov in članic v območnem veteranskem združenju na različnih področjih. Čez 20 let bo Kranjska Gora na tistem mestu, ki je bila pred 20 leti. Ta najboljša v Sloveniji, pa primerljiva z sosednjimi zamejskimi centri. Kranjska Gora bo ohranila vse lepote, ki jih ima, bomo jih še zboljšali. Jaz mislim, da moramo sonaravno razvijati to našo občino in tudi v vseh delah enakomerno, ker je prav v vseh delah ta naša občina enako lepa, od Radovne Mojstrane do Rateč in Planice. Čuvati moramo to, kar so nam zanamci pustili, in v dobri kondiciji našim naslednjim zanamcem predati našo občino. In še županovo voščilo občankam in občanom. Ja, predvsem to, da bi se v naši občini dobro počutili, da bi jo cenili, da bi jo imeli radi, pa da bi bili na koncu tudi z županom, z občinsko upravo, z vodstvom občine, skupaj s svetniki in vsem službam občine, tako komunalo in turizmom, zadovoljni, pa da bi vse, kar jih teži,
meni povedali, pa da skupaj zadeve predelamo in rešimo. Še enkrat pa vsem skupaj čestitam za občinski praznik. Društvo invalidov občine Kranjska Gora je v počastitev praznika organiziralo rekreacijsko kolesarjenje. V Mlačci v Mojstrani je bil teniški turnir. Na pokopališču na Dovjem so položili venec na grob Jakoba Aljaža. V soboto ste se lahko odpravili na Ciprnik. Pohod je pripravilo Planinsko društvo Kranjska Gora. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pa so ob prazniku odprli razstavo slikarske kolonije Vrata 2016. Torej v sodelovanju s Planinskim društvom Dovje Mojstrana v Slovenskem planinskem muzeju ponovno odpiramo tokrat že 37. razstavo 37. likovne kolonije Vrata. In sicer se je v letošnjem letu likovne kolonije udeležilo 13 slikarjev. No, nekateri med njimi tradicionalni, nekateri pa so novi. Dela so na ogled v Slovenskem planinskem muzeju do konca oktobra. Sledil je še koncert pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. Društvo upokojencev Dovje Mojstrana pa bo v torek ob 8. v Mlačci pripravilo odprto tekmovanje v kegljanju z nihajno kroglo. Kranjskogorski župan Janez Hrovat je letos čestital tudi občankam in občanom, ki so že ali pa še bodo dopolnili 90 let. Srečali so se na kosilu v Radovni. Zvonki dal, glejte, tlele knjigca, jo odujete, taka lepa, pa jo boste prebrala pravljice, vi ste vas skozi pri planincah, tako vam bo fajn. Srečno, pa vse najboljše v letošnjem letu, praznujete 90. Goljevo, evo, takole, vam tudi takole, bom kar dal knjigco, pa en darilček. V glavnem, se berete še, ne? No. Ja, berem pa rada. Zdaj, da ne boste rusk začela, pa slovenska, ker so v ruščin pa v slovenščin. Hvala vam. Srečno. Hvala lepa, Jani. Čestitam, pa še veliko let, kar že jih bo, da bojo čim bolj zdravo v glav, pa v celotnem zdravju. Zdaj, ki te imam pa glih tle po rokah, bi pa takole rekel. Tle za mizo sedi 540 let. Ja. In če žihar v našmo ali pa vašmo imenu bi se županu resen zahvalil za pozornost, za pogostitev, za dobro voljo, za darila. Obenem se tudi zahvalil gospe Vlasti za vas trud. Bi pa rekel, si verjetno edini župan v Sloveniji, ki si ogledaš Kranjsko Goro z lufta, z jadralnim padalom in vidiš vse, koga se dela, koga se ne dela. Drugač bi pa še nekaj rekel. Zdaj so bili Rusi tle in po vojni je bila strašna tendenca, da so se povsod učili rusko. In so študenti pa gruntali takole. Pa jehal slon v les, je šel slon v gost. In srečal pčelu, srečal čebelo. In pa je bal. In štopal v čajcega, koga lahko povzamemo. Da ruski jezik širicija, kak pizdočka od pčele.
Hvala lepa, vidim, dobro bo spovedal. Še enkrat hvala. Jani, hvala lepa za pozornost. Nikaj. No ja, Prostor. ni treba vstajati. Bom. Hvala lepa, gospod Župan. Srečno, Hvala lepa za prijaznost, ste nas pa vabil. sovaščan, evo. Nas zelo veseli, no. Med vas pa celo sokrajana, no. Korenčana. Sovaščana, tako. Ja. In to res sem zelo zadovoljen, pa tudi hvala Ja. lepa. Gustav, živijo pa srečno, knjigca, tako kot vsi, da boš prebral, se vem, da še bereš. Berem baš slab, zato ne vidim. Ja? Od mojega ravnatelja, cenjenega, pa žena pa naša tajnica, se jo nismo tako malo, pa Joža. Joža Bela, ne, tako da, ampak srečno, pa še veliko takole vitalnih let, pa čistih glav, pa dobrega zdravja, pa dobrega razmišljanja, tako da, evo, tako kot sem knjižco, ta lepo. Kot pravi župan, zna biti tudi gorski zrak tisti, ki pripomore, da so 90-letniki še vedno v tako dobri formi. Ja, zgleda, da je zrak, voda, da je narava veliko pač pripomogla k temu, da so naši občani tako lečili za 90 let. Jaz sem vesel, pa da so lahko še prišli takole na skupen srečanje. Do zdaj smo imeli obiske po domovih, ampak mislim, da je veliko bolj fajn, da se zberejo, da se tudi oni vidijo, kot da jih jaz obiskujem vsakega posebej. In zakaj so za srečanje izbrali ravno Radovno? Ja, Radovna je meni že od nekdaj ena taka čarobna, skrivnostna dolina. Že od svoje mladosti se spomnim, smo z mamo hodili nabirati encijane tle sem in zmeraj se rad vračam, posebej tle pri Psnaku se dobro počutim, ena taka tradicionalna, ta prava domača gostilna, prijazni ljudi, tukaj pod Psnakovo lipo v tem poletnem času, fajn zrak, ne preveč toplo. Jaz mislim, da je res enkratno. Kranjska Gora letos gosti prvi mednarodni filmski festival. Najprej sta bila na sporedu otroški in študentski del. V sredo je bilo v Jasni slavnostno odprtje festivala s koncertom in promocijo filmov. Eden od organizatorjev festivala je Matjaž Javšnik. Mislim, da se človek sploh ne more slabo počuti v tem idiličnem okolju. Vse skupaj res čarobno, sproščeno, kar je najbolj važno, ker naš festival ne pozna ne sedežnega reda, ne VIP-ovcev, tako da vsaki pride za nas pomembna oseba in smo veseli, da se ljudje zbirajo in mislim, da bo danes ta večer kar dolg in pester. Festival in organizatorje je pohvalil tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Jani, dobrodošel. Kako se počutiš na uradni otvoritvi mednarodnega festivala, prvega? Je odlično, Nina, poglej, Jasna, Prisank, Razor, zahajajoč sonce, dobra energija vas mladih, ustvarjalcev, gostov, predavatelj, v bistvu jaz sem navdušen, niste mogli zbrati boljšega kraja, kot je to. A si pričakoval danes tako veliko število ljudi? Ja, v bistvu za zdajle zvečer je res kar nekaj. Če bi bilo to popoldan, bi jih bilo pa 10-krat več, ki jih je že tako toliko. Ampak mislim, da jih je res veliko, da se vidi, da je velik odziv na ta filmski festival in da so v bistvu fantje, ki pelejo to zadevo, zadeli žebljico na glavico, kakor se reče. Ja.
Please translate me. Translate me. Bom prevajal. Buonasera. Hvala. I come in Gorenska yesterday and I visited Triglav. Prišel je zaradi poslov na zavarovalnici Triglav. And when I sleep in this little Aljazev dome, I have a pain all in my body. Šel bi se kopat, ampak nima bodija. Thank you, Matthias, yes. And I'm very honored and grateful because you invite me to first film festival of Sicilian movie. Bi se zahvalil in poudaril, da denar za ta festival prihaja iz Sicilije. And my family have a lot of money, but once the time I'm come in Kranjska Gora like my friend Vladimir Vladimirovich Putin, but what bring Putin to you? What? Kapelico. Oh, Mislim, eno tako krasno cerado od spredaj. this is regalo from Putin. Prej je še povedal, da se zahvaljuje moji družini, da so ga sprejeli in mu nudili toplo posteljo. Yes, thank you. I would like to sing something for you. Where is the band? Prihaja, band Okay. prihaja. Naj še povem to, kar je pa povedal med vrsticami. Povedal je, da je vesel, da lahko ima patronat nad tem festivalom in da ima za vas ponudbo, ki je ne morete zavrniti. Glede na to, da gre za Gorenjsko, so vse prireditve brezplačne. Senza soldi. Festival je tudi dobra promocija za Zgornjesavsko dolino, že poudarjajo turistični delavci, ki so vse videno prav tako pohvalili. Vsi tisti, ki so obiskali katerokoli od prireditev, to se pravi, ki se traja že od četrtka pa do danes, mislim, da se z mano lahko strinjajo. Mi smo krasen otroški program, mi smo odlične dokumentarne filme in danes to slavnostno otvoritev je tukaj v Jasni. Mislim, da se bo tudi filmski ta del, ki je vezan bolj na, to se pravi, tekmovalni del, nadaljeval do sobote v takem tempu oziroma se samo še stopnjeval. Matjaž Javšnik pa že obljublja, da bo festival tudi prihodnje leto. Absolutno, pridemo. Tale stoto je bila malo, je bila taka kekčevska, ampak meni Kekec in Peter Klebec sta mi najljubša literarna junaka. Kekec zaradi tega, ker je svojo navihanostjo, kot se pri vas reče, ugnal ljudi v kozji rok. Klepec je pa gore premikal, pa drevesa. Ne? Jaz mislim, da lahko mi s tem festivalom premaknemo razmišljanje, kar je pa nekaj podobnega. In če nam to uspe in če bo ta podmlade, ki je zdaj hodil na vse te delavnice, sodelovati teh projekcij za otroke in študente, z nami tudi prihodnje, zakaj pa ne 100 let. Včeraj je bil uradni zaključek festivala s podelitvijo nagrad najboljšim. Prva sobota v avgustu je tradicionalno rezervirana za gasilsko veselico pod Lipo v Podkorenu, ki jo skrbno pripravijo člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Podkoren. Tudi letos so domačinke pripravile dobrote, ni manjkal niti srečelov. Za dobro voljo pa je skrbela zasedba Kalipso. Svečivi zadajo vezni, taki da ti vse in vse ti vzame, tega nikdaj več. Kdaj prišel, bo zate spet ta dan. Ljubezni
ljubezni dan. Drage gledalke in gledalci, v drugem delu Kronike tedna bomo prelistali še koledar prireditev. V torkovi kinoteki v Kolparnu na Jesenicah bo ob 20. prihodnji teden na ogled drama Priseljenka. Društvo mladih Kranjska Gora v sredo ob 18. organizira sprehod na Karavlo. Nadaljujejo se poletni koncerti pod Vitrancem. V sredo bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopil Anže, v četrtek ansambel Zgornji Savci, v petek Birbeli, v nedeljo pa zasedba Spoonful. Koncerti se začnejo ob 20:30. Od petka do nedelje od 11. do 17. se otroci lahko udeležite animacijske delavnice ob jezeru Jasna. V petek ob 17. pa bo prav tako pri Jasni nastopil čarodej Toni. Gornjesavski muzej Jesenice in Tržiški muzej v petek 12. avgusta ob 17. uri v Kajžankovi hiši v Ratečah pripravljata muzejski večer ob gostujoči razstavi Peče in rute pokrivala slovenskih žena. Predaval bo etnolog dr. Bojan Knific. Zgornjesavski piknik bo v Kranjski Gori v soboto na prireditvenem prostoru med hoteloma Kompas in Ramada Resort. Začne se ob 17. zabavo za najmlajše v družbi animatorjev in poslikavo obraza. Nastopil pa bo tudi Rock'n'Band. 15. avgust je tradicionalno rezerviran za Vaški dan v Ratečah. Ob 14:30 se začne etnološki program s prevodom Nož. V Kajžankovi hiši bodo od 12. do 18. pripravili brezplačne delavnice za otroke. Od 16. pa vas bodo zabavali poskočni muzikanti. Praznični ponedeljek, 15. avgusta, je čas tudi za kranjskogorsko desetko. Tek od Kranjske Gore do Rateč in nazaj. Štart bo ob 18. v središču Kranjske Gore. Torej, drage gledalke in gledalci, kar veliko možnosti za kakšen izlet ali obisk prireditve imamo tudi v prihajajočih dneh. Želim vam, da se imate lepo in nasvidenje do prihodnjič.